hvala za vabilo, tudi v imenu Poti miru. Ker težko je biti zadnji, vsaj pred kosilom, pa jaz bom tudi precej hitra, tudi hitro govorim. Najprej bi rada na hitro predstavila, kaj je Pot miru, kaj vse počnemo, kajti tudi mi smo kar en tak izjemen primer enega sodelovanja različnih strok, področij, inštitucij in geografskega prostora. Poskušamo ustvariti pot miru vzdolž nekdanje Soške fronte, od Julijskih Alp do Jadranskega morja, na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. In verjamemo, da je pot miru ideja, ki lahko na podlagi krute, težke dediščine prve svetovne vojne združuje dve državi, okolje in tudi več drugih držav. Povezujemo ključne spomenike prve svetovne vojne in tudi izjemno naravno lepoto, etnološko dediščino z nekimi obstoječimi kulturno-pohodniškimi potmi in z namenom, da povežemo to, kar je nekoč fronta delila. Ideja se je rodila na avstrijskem Koroškem že v 70. letih, potem se je postopoma razvijala v Italiji, v različnih deželah, od Dolomitov do našega čezmejnega teritorija in nekje v 80. 90. letih začela se razvijati tudi na območju Slovenije z ustanovitvijo Kobariškega muzeja, že prej je Goriški muzej in manjše privatne zbirke so zbirali premično dediščino in jo ohranjali. Kot je že prej Martin rekel, leta 2000 je ustanovila se fundacija z namenom ohranjanja nepremične dediščine Soške fronte na terenu in počasne vzpostavitve Poti miru. Že v tistem času so Poti miru delali tudi na območju Krasa in na območju Sabotina med Novo Gorico in Brdmi. In v Zgornjem Posočju smo Poti miru v Zgornjem Posočju ustvarili leta 2007 in s pomočjo evropskih projektov, kajti tudi naš budžet je več ali manj, več kot polovica procenten vezan na evropske projekte, smo povezali najprej primorski teritorij, nato čezmejni in zdaj tudi širimo v Evropo, tako da verjetno ni naključne, da je lani ideja Walk of Peace oziroma Pot miru postala najboljši Interreg projekt. Sledi poslanstvu Kobariškega muzeja in predvsem zgodbi Javorce, ki ima tudi znak evropske kulturne dediščine, državni spomenik v občini Tolmin, ki so ga zgradili vojaki le par 100 metrov za frontno linijo, z željo, da vsaj za nekaj minut najdejo mir, vero, se spomnijo vseh padlih vojakov, ne glede na to, katere narodnosti in vere so bili. Tudi naše poslanstvo je izjemno široko, tako kot številni vi tu verjamemo, da moramo dediščino najprej ohranjati, jo raziskovati, no to je vključevati v promocijo, izobraževanje, razvijati turizem, jo digitalizirati in mogoče celo spodbujati razvoj teritorija. Naša vrednota je mir, na tem tudi sloni ideja po vpisu dediščine prve svetovne vojne Poti miru na UNESCO seznam, trenutno smo na poskusnem seznamu od leta 2016. In vsak dan poskušamo delati na spoštovanju in sodelovanju, kajti verjamemo, da je to osnova za našo vrednoto. Naš cilj je vpisati Poti miru med kulturne poti pri svetu Evrope in poskusiti prepričati UNESCO in ICOMOS, da tudi izjemna dediščina, izbrana seveda, avtentična, je lahko tudi izziv za UNESCO in svet. Imamo različne ciljne skupine, se jim posvečamo z različnimi programi, tudi promocijo, aktivnosti, kot rečeno, ne bom ponavljala, ampak vsi danes tu govorimo o povezovanju med različnimi področji in sodelovanju in to je tudi naše kar prvo, če tudi tle zadnje poslanstvo. Še na hitro, trenutno smo vzpostavili 500 km dolgo Pot miru od Alp do Jadrana, od Loga pod Mangartom pri Bovcu do Trsta, s 3 čezmejnimi krogi, med Čedadom in Kobaridom, skupnim muzejem na prostem Kolovrat, med Novo Gorico in Gorico, kjer je tudi sedež Evropske prestolnice kulture in na območju Krasa s prihajajočim novim čezmejnim muzejem Grmada. 500 km dolga, upala sem, da vam bom danes že pokazala novo spletno stran walkofpeace.com, ki pa bo v roku 2-3 tednov tudi online. Tukaj imamo popisano, tudi digitalizirano 500 krajev z dediščino prve svetovne vojne med Ljubljano in Benetkami in vso ostalo ponudbo, ki jo potrebujejo različni turisti, ko spoznavajo cel ta teritorij, od dogodkov, vodenih izletov, digitalizacije in ostalega. In postopoma, kot rečeno, s pomočjo evropskih projektov širimo to idejo v druge države, kjer imajo
dediščino Soške fronte ali pa vsaj spomin nanjo. No, to prav na hitro. Jaz bi vam pa tudi rada na koncu še pokazala 2-3 filmčke, kratke. V prvem filmčku je prikazana ideja Poti miru, ki je tudi nastal lani kot element za zmago za najboljši Interreg projekt. In tu v tem kratkem filmčku je tudi zbrana ena vsebina, ki smo jo naredili skupaj z Avgustom iz Idrije, tudi za potrebe popisa dediščine prve svetovne vojne na tako stopno, da tudi če se zgodi potres v Posočju, bomo Javorco lahko zgradili v enaki kvaliteti. In pa v tem kratkem filmčku je tudi, verjetno ne boste prepoznali, zato zdaj pripovedujem, je tudi ena kreativna, kulturna vsebina, kajti razmišljali smo, kako naj zdaj v to grozno, kruto dediščino vključujemo pa še kreativnost. In s pomočjo projekta na Creativity Europe smo skupaj s Francozi, Belgijci in Makedonci imeli projekt Confront in 10 mladih iz 4 držav je ustvarilo audiovizualni performance in en delček je tudi tukaj. To je pa ideja. To je delo Avguste, tudi 6 točk so izjemno natančno popisali in digitalizirali. To je utrinek tega glasbeno-vizualnega performansa 10 mladih iz 4 držav. Posnetki muzeja na prostem kolovrat zraka s helikopterja, ko je Javorca dobila znak evropske dediščine. En utrinek mobilne aplikacije iz Kobarida. No, ta filmček je pripomogel, plus ene kreativne razstave, gledališki performance smo naredili, poleg prej omenjenega, kako domačini dojemamo prvo vojno in kaj nam pomeni. No. Ta drugi filmček je naredil naš glavni partner iz Furlanije Ilirske krajine, Agencija za turizem, Promo turizma Friuli Venezia Giulia, en res prvi pravi čezmejni. To je filmček o naši mobilni aplikaciji iz Kobarida. Italijanska kostnica in film iz leta 1938, ko je bila odprta. Maketa Kobariške doline. Kako je izgledal Napoleonov most med vojno. To je bil porušen. In še tretji filmček. No, ta tretji filmček je pa, kot že prej omenjeno, naredil naš glavni partner iz Furlanijske krajine, Promo turizma FIVC, in prikazuje, kje poteka pot miru in kaj je ideja in neko glavno dediščino.
malo vmes preskakvalo, ampak sej poanto ste dobili, so pa vsi naši izdelki tudi na YouTubu, tako da vabljeni. Na pot miru. Hvala.